Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v Renkah pa res, da še nismo snemali, tokrat prvič. V goste naj je povabila Tatjana Jelen, ki se je nekoč pisala Resnik, če se ne motim. Ja. Resnik, to je pa nekako povezano tudi z Zagorjem. Nekaj priimka tega je tudi v Zagorju. In več ali manj smo vsi v sorodom. A res da? Ja. Kakšno je bilo vaše otroštvo tu, malce ven iz mestnega vrveža? V kakšni družini ste odraščali? Živela sem z očijem, z mamo, pa z bratom. Brat je tudi 9 let starej kot jaz, ne? Tako da sem bila vedno očijeva princeska, očijeva ljubljenka, bratu pa na poto v bistvu. Bi verjel. Ker na začetku, tako kot moja dva otroka, si ful vesel, ko dobiš bratca, sestrico, pol te pa, ko bi šel kam rad biti, je pa že malo naporana, ne. In jaz sem vedno hotela kamorkoli šel z njim, ne. Pa sem bila vedno na poto, ne. Pa sta ostala povezana tudi potem v odrasli dobi? Ne, nikoli. Zdaj sva spet, odkar sem jaz spet bolana, sva pa ful. Aha. Kakšno pa je bilo življenje tu? Na vasi, čudovito. Kaj ena družina smo bili vsi. V glavnem tle gor naprej se pele cesta do Konjšce in dokler še ni bilo asfalta, smo se mi cela vas po zimi sankala. To je bilo največje doživetje. Iz gor, iz hribov, vsi dol na sanke, prvezali in uživali. Od starih, mladih do nidanih. To so bila najlepša doživetja. To pa dol Kozovc, ki sta se mimo pelala, tam dol je bilo v bistvu igrišče. Tam dol smo se skrivali, nogomet igrali, košarko igrali, nidanino. In to stari mladi vsi. Pa smučali po obvezno vsi. Tudi od mam, vse. Res da. Ja. In še po nečem so bile Renke zelo znamenite, ne? Po železniški postaji, po znamenitem vagonu, ne? Ja. Kako smo rekli takrat, ko je vlak ustavil United States of Renke? Tako je bilo to. No. Ja, tako je bilo to. Ja. Ampak že dolgo nastavlja vlak Od Renke. 91. leta, v bistvu, oziroma 90. takrat tisto zimo, ker so bile tiste poplave, v bistvu za 1. novembra je bilo, ko je odnesla Sava most. A ne? Stari most. Stari most. Potem so naredili čez novega, ampak so že ukinili dejansko postajo in ni bila več, ker ni bila rentabilna, so jo pač ukinili in potem ni bilo več, a ne. Ste se vi pogosto odpravili čez most pa v Ljubljano ali pa kam? Ja, v srednjo šolo sem jaz do 2. letnika sem se vozila skozi vlakom, potem pa ni bilo zadnje leta, ne, ker je pač most odnesel, sem mogla pa pač biti pri teti v Zagorju na postaji. Tisti teden, ko sem imela popoldne, ker dopoldan so bili avtobusi, popoldan jih pa ni bilo, ne, recimo, da bi jaz v šolo pelala, ne vem, ob 11. Sem pa tisti teden bila pri teti na all inclusive, da sem lepo uživala, me je teta pedinala, moja botrca in to je bilo to. To je pa tudi ena taka lepa zadeva. No, moj oče, pokojni oče, je bil ribič in kar precej Kisočanov je tu za Savo, Renke, Sava hodilo loviti ribe. Kaj pa vaščani Renk, so bili tudi ribiči? Tudi moj oče je bil ribič, tako da jaz, kadar sem šla družbo delati, sem vse spodila, ker sem 2 metra pred njim pa kamenčke metala, tako da verjetno ni bil glih vesel. No, tega se tudi jaz spomnim, ne, da prav miru ni imel med ribolovom, ampak jaz sem pa kar nekaj strahu tudi doživel. Kače, ja. Ja. Nisem pričakoval v vodi, vse takrat kot otrok, da je toliko kač. Mi smo jih bili pa navajeni. Kako se jim je reklo? Goš. Ja. Strupene ne? Ne, ampak to tudi 2,5 metra dolgo, pa tacga premira.
To sem imela jaz prigodo, ko smo imeli nemškega ovčarja in sem prišla iz sonca v klet spodaj in sem pobrala, ker sem se povodec spadal dol. To je bilo to. Krik divine. Veliko ribičev doma niso jedli ribe. Kaj pa pri vas doma? Ste jih pekli? Zdaj pri nas smo jih jedli. V bistvu, kaj pa vem, te savske redko. Hodili smo pa vedno po ribe tjale dol pred Trbovljem, ki je una ribogojnica, saj še vedno. Še vedno. No, tam dol smo pa hodili velikrat kupovati ribe in kadar smo jih hoteli jesti, smo šli kupati rajška. No, preden ste šli v srednjo šolo, ste seveda obiskovali tudi osnovno šolo. V Renkah je ni, ne? Je pa cerkev Svetega Miklavža? Ja, točno tako. Zaščitnik pomoščakov, ne? Če se ne motim tudi. Kje ste obiskovali šoli? Kam ste hodili v osnovno šolo? V vrtec in v šolo v Litijo. Z avtobusom, vlakom? Z avtobusom. To z avtobusom. Organizirano? Peš do... Tamle dol je bila postaja, pač Ljubljana, Litija, Trbovlje, pač ta premesten avtobus. So pa potem, ko je bilo veliko iz Polšanka in pol, ko ni bilo slabega vremena, v bistvu je pa avtobus vozil tudi iz Polšanka in smo se v bistvu priključili, nas je prišel pobrat v Renke, no? In v Brno in smo šli, zato da nismo delali gužvo na rednem avtobusu. Ne? Kako so vas pa Litijani jemali, vozače? Nas ne, zato ker mi smo bili od prvega razreda tam. Bolj so une, ki so s hribov prišli, pač te, ki so se nam pridružili, mi smo hodili ves čas. Od prvega do 8. Ti vozači, ki so pa v bistvu se priključili, iz hribov so pa prišli iz Polšnika, iz Save, iz Jevance, Ribč, Hotiča pa Kresnic so pa prišli šele v 5. razredu in tiste so malo tako gledali, no. Malo drugače, ne? Ja. No in kaj ste kot mlada deklica sanjali, da boste delali v življenju, da se boste izučili? Ja, vse to, mislim, vse prej tisto, kar bi bilo. Ja, mladi je tako. Ja. Jaz bi bila rada, recimo, kuharica, v bistvu tako je bilo, ne. Nisem imela glih zelo slabega uspeha, balka neodlična, ne. In potem so oni mene hoteli dati za učiteljico matematiko, fiziko, alkemijo, biologijo. Ker pa meni to ni dišalo, nisem hotela iti. In meni so bili preprosti poklici všeč. Jaz bi bila rada pač kuharica, mi mami ni dovolila, ker je moja sestrična bila takrat šef kuhne, Mojca, a ne, v Medijskih Toplicah in rekla, lej, Mojca je skozi v službi. Okej, pa bi bila rada frizerka. Ja, tam so šli samo oni, ki so bili zadostni, spet ni šlo skozi. Pa bi bila rada trgovka. Ja, to tudi ne, to gre ta slabi. Ja, v pisarno pa nisem hotela iti, ker je mami bila v pisarni in takrat, če ni bilo računalnikov, sem imela ene pisalne stroje stare in otroku je bilo dolg čas. Kadar sem šla z njo, mi je bilo, celo pisarno sem je razturila, ker je bilo dolg čas otroku, ne. Zato sem se veliko raje vozila z očijem s kamionom, kot pri njej bila v službi, če sem že šla z njo v službo, a ne. Saj ka v pisarni jaz ne bom v življenju. Da bi bili pa šofer, ne, pa tudi oče ni želel, ne? Takrat, če to ni bilo aktualen. No, pa kaj bi pa bila in potem je že socialna delavka obupala v šoli. Pridem jaz idejo policajka. Kristus, a ne, to je bilo najhujše. Enač pa komercijala. Iz komercijale je bila pa veja carina pa kriminalistika, ne. Zato sem šla pol tja. In prvi letnik sem naredila, potem pa ugotovim, da v isti šoli trgovska, ne. V drugem letniku, So doma vedeli? Ja. In so se strinjali? Ja. So se morali? Ja, ampak... In potem po končanju šole? Potem pa prvi letnik sem imela prakso v Astri, drugi letnik v Metalki, tretji letnik v Emoni in v Emoni mi je bilo najbolj všeč in zato sem tudi ostala. V živilih, ne, v živilski trgovini. In kmalu potem ste si ustvarili družino, ne, pri 20 letih prvič rodili. Ja. Pa potem vmes žalostna zgodba, ne? Ja. Otrok, še nerejen, umrl, ne? Ja.
To je zelo psihično za družino težko, ne? Ja, za oba partnerja v bistvu. V bistvu ženska v tistem trenutku, moški pa malo zakasnitvijo, doživi to, tako da ni glih prijeten. Kako pa to okolica sprejema? Tudi včasih malce netaktno, ne? Ja, se pravi, najslabše je, ko so se vrnili iz bolniške nazaj v službo, ko te stranke, super, krasno, ste že nazaj, kako je otroček, ker ne veš, kaj bi odgovoril, ne? Otroka pa ni več, ne? Otroka pa ni, ja, tako. No, in potem nekaj let kasneje, ne? 10 let po prvem rojstvu, še drugi sin. In kmalu so se pa začele težave z zdravjem. Čeprav prej ste mi omenili, da ste bili že od malih nog, od otroštva soočeni s sladkorno boleznijo. V bistvu sladkorna je bilo tako. V naši družini imamo dedno, od babice, od očetove mamice naprej, vsi. Ampak takrat v tistih časih tega niso niti zaznali, niso niti vedeli. Imela sem tudi teta, ki je žal zdajle 2-3 leta bo zdajle pokojna, to je zadnja moja teta, ki je imela pa dejansko čisto dojenčka sladkorno, jo je pa druga sestra v bistvu nesla k zdravniku, ker je ves čas spala, niti niso vedeli. In niso vedeli, zakaj otrok ves čas spi. In to je bil prvi znak, ne? In potem, ko sem bila jaz noseča, prvič pa drugič, ko so mi delali te teste za sladkorno, ker sem pač povedala, da smo imeli v družini, so potrdili in šele potem po prvem porodu, jaz sem se po prvem porodu po Mihatu zredila 50 kil. Potem, ne v nosečnosti, potem, imela sem 126 kil, na mojo višino katastrofa. To je itak. Noben pa ni vedel vzroka. Ščitanca pa v bistvu sladkorna, ne? Eno z drugim. In potem se je začela ta cela kalvarija. Takrat so mi pa tudi v bistvu potrdili, da imam sladkorno, ne, že v bistvu odprej, ker prej sem bila ful aktivna, prej sem košarko trenirala, plavati. Jaz sem celo otroštvo preživela v Medijskih Toplicah, ne? Sem imela tudi letno karto vedno in sem bila celo poletje dol in vedno, ko sem prišla z bazena, kot otrok, ti je slabo, se ti vrti, si mokr, si poten, kaj greš? En pomfri pa eno Coca-Cola pa mine, ne? Seveda, cukor, seveda, ampak noben se ni vprašal. Kolesarila sva z bratom. Vsakič, ko sem stopila dol, sem bila čisto mokra, pa noge so se mi tresle, ne? Pa tudi noben ni vedel, ajde, utrujena, ne? To je bilo to. Znaki so bili, sam noben pa ni, ne? In potem, ko so jo na koncu diagnosticirali, ste pristali na injekcijah? Najprej na tabletah, pa na injekcijah, ja. In injekcije so veliko boljš tako. Mislim, bila sem poskusni zajček kar ene par let za razne tablete, ki so jih uvajali, ampak pol so videli, da tudi inzulinov smo kar nekaj zamenjali, no. Ne pa nikoli niste razmišljali na kakšno škatlico? Črpalko so mi sicer svetovali 10 let nazaj, ampak ker sem ful aktivna, ker hodim plavat še vedno v Laško, ker hodim v savno, ker tuširam se zjutraj zvečera, ne. Bi bila moteča? Je zelo moteča, v bistvu ne, da je moteča iz tega naziva, ampak zato, ker sem jaz preveč aktivna. In potem ti moraš itak, igla je v telesu, a ne, ti moraš sneti ven cevko, zapreti, pa potem si meriti sladkoročno isto, a ne. Dajati si bolose, potem dati različne odmerke inzulina ročno in potem nastaviti spet na novo. In lahko tudi pride do kakšne infekcije, ne? Sploh, če ste veliko v vodi. In ste se odločili potem? Da ne. Pa ste disciplinirali, kar se tega tiče? Kdaj kakšna hipa? Tudi. Ni dolg nazaj, ko sem imela ponoč. Kemoterapija zelo znižuje, med kemoterapije so porasti gor dol. Je toliko boljše? Pa zdravila tudi. Zdravila sploh vplivajo. Te zdravila, ki sem jih imela med kemoterapijo, ne? In točno teh zdravil med prvim zdravljenjem niso dali, ne? Ker takrat jih pač še niso poznali, niti niso vedeli, kako se obnašajo. Zato sem jaz takrat imela toliko stranskih učinkov in nenormalno bruhala. In takrat sem v bistvu, mi je stopil skoraj vse zobovje, ne? Od tega bruhanja, ker v bistvu sem vse tisto statike ven vrgla, ne? Čez usta. In zdaj sva midva že pri prvemu raku. Kje ste ga opazili, pa ste vi takrat, ko ste nekako zatipali ali pa ko ste opazili, da nekaj z vami ni čisto okej, vedeli,
ste še vprašali, je to mogoče rak, pa se mimogrede zdravniki niso, ne? Ja, točno tako je bilo. En dan sem se tuširala in dejansko sem zatipala med tuširanjem v bistvu kar velikost kurjega jajca, ne? Ampak en dan, vi ste dejali vsak dan 2-krat tuširanje. Ja, no pač... Kako to tako hitro je zraslo? Tudi ta drugi je v bistvu tako hitro zrastel, ne? To so invazivni, tudi invazivni duktalni karcinom se reče, v bistvu zato, ker je hitro rastoč, hitro napreden, ne? No in to pri prvem se je zgodilo, vi ste zatipali? Pa pri prvem dejansko, ko si bil mlad, niti nisi bil pozoren na to, ne? Takrat ste bili stari, drugi sin je bil... 30. Aha, vi ste bili 30, ja. Ja, 2003. leta je to bilo, je bil ta drugi rak, ne? Prvi, ne? A ta drugi? Ta prvi. Prvi, ja. No in ko ste vi zatipali, kaj je bil vaš naslednji korak? Pokazala sem možu, pa se nekaj raka imam, to se spomnim. In se smejo, ne? No, na kar pa pol, kaj pa pač smo začeli s to kalvarijo okoli zdravnikov. Ste šli zgodaj k zdravniku? Ja, potem sem šla, ja. Ko sem šla pač ginekologu pokazati, ne, ampak ker sem bila pač mlada, mi dejansko takrat še ni pripadala mamografija, ne, pregled dojk z mamografom, ker to je, ne vem, od katerega leta, 35. naprej, če se ne motim, niti ne vem, no. In je rekla zdravnica, da ne, po drugi strani pa niso upali nič stiskati, ker niso vedeli, s česa je ta, ne vem, tumor, bula, karkoli je že bilo. In potem so mi predlagali, da mi naredijo ultrazvok čez časa, ne. Doktor Jurca in je kaj naredil, je rekel, da je to fibroadenom, pač to je neka tkivo, v bistvu neka gnojna bula, naj bi se rekel, ki se mogoče sama razsorbira ali pa jo oni čez čas punktirajo, če ne bi se sama, ne. Da to ima pač veliko žensk, ki imajo velike prsi, pač, pa ki so dojile, a ne, da to je normalno. Ampak ker se to ni nič zgodilo, a ne, ker je bilo meni čez dalje hujš, ker nisem mogla ne dihati, ne hoditi več, ne roke dvigovati. Zakaj pa ne roke? Zato, ker je to vse pritiskalo na pljuča, na roko, a ne, pa jaz ne vem, a je imela to kakšno povezavo z bezgavkami, ker pol so bile v bistvu... Vi ste pa v službi salamo rezali, ne? Jaz sem pa salamo rezala vsak jutr, ja, po par ura, ne, in to so isti gibi, ni šlo več, ja. In bolniška? Ja, in pol je bila bolniška več ali manj. Vsake toliko časa sem bruhala v službi, vsake toliko časa sem skupaj zlezla, a ne. Epilog je bil pa mlada mamica, pa bila rada doma z majhnim otročkom, a ne, pa se ji ne ljub delati, a ne. In pa si takoj na črni listi. In koliko časa je potem trajalo, preteklo časa, da so potem diagnosticirali, da imate raka? Septembra sem šla operirati to bulo, ker me je pač res že motila, ker nisem mogla več dihati, a ne. Tam sem imela kar nekaj zapletov v trbovlah, ampak... Zaradi sladkorne, ne? Ja, zaradi sladkorne, ja, ker pač niso niti vedeli, da bi lahko to bilo, a ne, in ker se je pač pol vse vnelo, a ne, so mi le ustavili dren čez cajt, pa odprto rano dejansko pustila, ne, da se je tista tekočina izcejala. Potem pa čez čas, ko sem že v Litijo hodila na preveze, me je zdravnica poklicala, naj pridem pač takoj v ordinacijo. In jaz sem bila še tako, ja, se pridem na prevez, a ne, prav ne, takoj pridite, gospa. Okej, se usedem v avto in grem, a ne. Prav, no, kar not, nič zunj čakati, že tako mi je bilo čudno. Pa prav, no, usedite se. Okej, usedite se, ne. Pa ne, se bom stala, ne, se kaj. Ne, kar usedite se, je rekla gospa. In dejansko, dokler mi je ona razlagala, da mi je raka, sem rekla, ja, to sem jaz že vedela, vse, ko sem pa hotela vstati, pa nog ni bilo več. Pa nog nisem imela več, ne. In pa le poklicala moža, da me je prišel iskati, da me odpeljal dan. In potem ste verjetno šli na onkološki oddelek v Ljubljano? Potem sem dobila napotnico za onkologijo, ja, in so me začeli voditi tam. Kdo vas je pa tam sprejel takrat? Takrat me je sprejel doktor Bešič, takrat je bil še tudi bolj mlad, zelo redo zdravnik, v bistvu dober, lahko rečem, da je najboljši, ne. Tako da sprejel me z odprtim rokam, res na tak način, da ti da motivacije, on ima pristop do vsakega pacienta posebej, ne.
Če je stara gospa, se bo normalno drugače obnašal kot smrkla pri 30 letih. Tako da, ja. Kako vam je osebno to, kljub temu, da ste nekako sumili, da imate raka, vseeno 2 otroka, družina, mlada otroka, mami pa bolana. Kako vam je to padlo na dušo? Vse je bilo v redu, samo ves čas sem si ponavljala, kljub temu, da sem bila celo življenje kratkolaska, ves čas sem si ponavljala, sam lasne dam. In tisto, kar sem jaz izgubila lase, so začele po prvi kemoterapiji zvečer dol padati, ker sem jih imela v krožniku, v postli, v umivalniku, ni da ni. Tisto me je tako prizadel, da sem dobila v bistvu hudo obliko depresije po kemoterapiji, prikrite, ampak to niti ne veš, da dobiš. Kako kemoterapijo ste pa imeli preko žile? Preko žile, ja. Ste bili potem to v bolnici ali ste hodili v bolnico? Ne, to je dnevni hospital, ja. Hodeš tja za par ur, kolikor pač ti teče. Pa verjetno prva še ni? Prva je bila tako, da sem samo bruhala med potjo že, pa da so mi lasje šli zvečer dol že. A že po prvi? Ja, že po prvi, se zato vrnem. Pa vam je to tudi vaš onkolog povedal? Povedal, ja, povedal. Ampak se verjetno takrat se čisto vsega ne verjame človek, ne? Niti, tako je, prvič niti ne veš, kaj te čaka, je lažje to sprejeti. Zato zdaj drugič, ko so mi takoj na konziliju, ko so mi pač povedali, kaj mi sledi, in so mi tudi povedali, da mi sledi to, ti se reče Adria, to je najhujša oblika kemoterapije, v bistvu najbolj močna in najbolj po moje učinkovita, ker je kar ima širok spekter, taka fluorescentna rdeča tekočina je, a ne? In ko so mi spet rekli, da bo spet to, sem spet rekla, spet lasje. To je bila prva. Zdaj so zrasli nazaj, ne? Ja. No in kako je potekalo potem tisto zdravljenje, najprej kemoterapija, kolikokrat? Najprej je, ta prvič sem imela najprej operacijo, ta prvič. Del dojke so potem? Najprej so mi še tisti del, kjer je se pač tumor nahajal, odstranili, pa še tisti varovalni rob, ki ga morajo narediti, pa vseh 18 bezgavk. To je bilo na desni roki. In kaj to pomeni živeti brez bezgavk? Kaj tako, ne smeš se spostavljati mrazu, vodi, zemlji, ampak brez tega ne gre. Ja. Tako da jaz sem nosila, sem bila res pridna 5 let rokavico od tukaj do tukaj. Tako da to mi je res pomagalo. Sicer so me včasih kdo čudno gledal, imela sem pa kožne barve, ker sem pač delala pri kruhu v trgovini, pa pri sladicah, tisto, kar sem pač hodila po trgovini in vsak je videl sploh kratke rokave. Ampak so se navadili. No in po tej kemoterapiji je bilo to potem zaključeno, pa po operaciji je potrebno še obsevanje? Obsevanje, ja. To rakavo mesto, ne, verjetno? Ja, rakavo mesto, v bistvu mesto pod pazduho, pa pač tam, kjer naj bi na tistem predelu. Boli, ne, pač pečema, tako kot ena blaga opeklina od sončka. To je to. Pa zateka v bistvu, zna zateč, ker se limfa nabira noter. Tako da. Po koliko časa, po času pa potem že po končani kemoterapiji zrastejo lasje ali že vmes začnejo? Kako je s tem? Po zadnji kemoterapiji zelo kmalu, no. Zelo kmalu. Mesec mogoče. V bistvu že tako puhek raste vmes, ampak ker ti pač ima spet naslednjo dozo, ti spet zatre v bistvu rast, ne vem. Pa je to veselje potem? Je. Je, ne? A je to na nek način znak, da se zdravje vrača? Ja, tako. Po drugi strani, je pa prvi znak, da kemoterapija deluje, je izguba las. Ne? Tako so mi razlagali ves čas, takrat. Zdaj ne vem, ali to samo... Koliko pa so uporo onkologi, drugi zdravniki, medicinsko osebje? Zelo, zelo. Kapo dol. Res. Jaz imam, lahko sam pohvale, moji doktor Jutrškovi, moji
Nermini, ampak Nermina je žal zdaj, ki je bila sestra, pa mi je v bistvu kot sestra, kot meni osebno sestra, ne sem tako, sva družinske prijateljice, bile celo življenje iz naziva, ona je prišla takrat v službo glih se učiti k njej, jaz sem pa hodila kot pacient. In od takrat so bile, ona mi je res dala krila. Koliko pa verjamem, da se takrat življenje bistveno spremeni, tako družinsko življenje, kot tudi odnos prijateljev, nekateri ne vedo, se izogibajo verjetno, ne? Tudi iz straha, da ne bi kaj vprašali. Mogoče pa kakšne nove prijatelje dobite. Kako je s tem? Tako. Med prvim rakom, ker sem bila tako rosno mlada v bistvu, je bilo še bolj tabu tema. Vse pač ljudje so se distancirali, da ne bi kaj preveč vprašali, Zdaj med drugim, ko so pa zvedeli, so pa vsi prišli. Je pa čista kontra kot prve, So pa vsi ki jih takrat ni bilo, zdaj nazaj prišli. Je to mogoče tudi zaradi tega, ker takrat socialna omrežja še niso bila toliko... Po moje, da je to tako. Zdaj, vi kar ne pišete, ne? Ja, tako. Bi že tudi takrat... Sem. Jaz sem takrat sodelovala. Niste skrivali? Ne. Jaz sem takrat se včlanila v Med Overnet. To je bilo takrat pač edina, pa po noč v bistvu ne spiš, In sem marsikaj preštudirala, v bistvu celo onkologijo, Med njimi pa pomagala ljudem. In sva bila z eno gospo mimo iz Maribora, ki je bila v bistvu slavistka, ampak zelo bolana gospa. Ona je tudi napisala knjigo Mavrica v Plačevinki in sem ji pomagala takrat. In tudi noter so moji stavki. Včasih je dobro, da s tem se ne bo, da pričnemo sonce ljubiti. To je bil moj prvi stavk, ko sem zbolela. Ta drugi stavk je pa bil živim za danes, ker ne vem, če jutri sploh pride. In tega ljudje niso zastopali. Ker niso vedeli, kaj sem hotela povedati. In takrat sem mnogim sva pomagali, pač takrat je bil to tisti forum eden edinih, Društvo onkoloških bolnikov, in sva ful pomagali tem mladim pacientkom, starejši, tisti, ki so pa se že ukvarjali z internetom, ki so že imeli računalnike. Ker zdaj pa to čisto druga zgodba, ki je pa smo pa povezani glih prek tega in navežeš stike in spoznaš krasne ljudi in res. Takrat v tistem času je pomembno vlogo odigrala tudi zdaj pokojna Mojca. Ja, tako. Ona je bila meni ključna, res. Sonček, ne? Tako. Tudi... Bil je pa Jaka Jakopič, to je bil vrhunski športnik, še vedno je, sva skupaj borbala in sva še vedno stala v stikih. Bil je še Gregor, še v glavnem ene trije, taki, in imamo še vedno stike. Verjetno pa poznate tudi Mojco Polc, zdaj je Buh, ne? Buhova Mojca, Mojca Buhova, to vam podarim, to jaz vsak let naročim. Vsem prijateljem pa prijateljcem, pa uhančke, pa zapestance, to je vsak. Ampak letos pa sploh, ona je pa ravno tako šla skozi... Mojca je pa tudi, spoznala smo se glede tega, ampak glede raka jo pa občudujem. Ona je tudi ena med prvih mojih sončkov. Ja, res je sonček. Vzor. Kako je bilo pa potem, ko so onkologi sporočili, ko vam je onkolog sporočil, da ste ta prvič raka premagali? Kako je to? Zmaga. Ja, res je zmaga. In meni nikoli ni bilo... Da je šel. Ja, in meni nikoli ni bilo zgrozo bilo iti na onkološkega. Veliko težje imeti k osebnemu zdravniku, veliko težje imeti k zobarju, kot pa tja. Nikoli. Mislim, ljudje so me občudovali zaradi tega, ker... Videla sem, da je vse okej. To čutiš, to imaš vse. Kakšne so bile pa posledice? Dobro, del dojke so vam odstranili, potem bezgavke, lasje so šli dol, pa so prišli potem nazaj z zobje. Zobje sem imela zelo težave, Kosti, artritis, to pusti vse. Vse veziva v sklepih mi je stopilo, to so mi še danes. V kolkih, v nogah, tako da... To je ta kemija? To
to kemoterapijo naredi. Pa ste potem se vrnili nekako v normalno življenje in ste nekako slutili, da se lahko vrne, ste pričakovali ali ste upali, da ne? Niti ne. Vmes so mi naredili gensko raziskavo, ampak takrat so to pošiljali še v Ameriko in je trajalo 2 leti, da je prišel izvid. Res? Ja, ampak takrat so mi zagotovili, da ker imam hormonsko neodvisen rak, in nimam brca, gena okvarjenega, imam pa en drug gen okvarjen, v bistvu en hormon namesto imam A, sicer ne vem, kaj to pomeni, ampak oni že vejo. In so samo rekli, da je krasno, da sem dobro naredila, ker nimam hčerk. Imam 2 fanta, da ne bi, v bistvu, imam pa v sorodu, po očetovi strani so vsi rakavi bolniki tudi bili. Tako da so tudi dejansko vsi od tega umrli in vse sestrične. So tudi umrle po Resnikovi strani vse, recimo od tega. Tako da nisi pa pameten, ker z mano zunaj je pa en gospod sedel, ki je imel pa na obeh dojkah raka. Pa bod pameten, komu boš verjel. Ja. Ampak vam se je potem čez nekaj let pojavil, ampak ne na dojki? Na materničnem vratu. Je bilo to potem, ste vedeli? Kako je bilo? Normalno ginekološki pregled? Ja, tako. Pač tiste brise, ki ti naredijo v Trbovljah in doktor Jurca mi je povedal pač, da je pozitivno in da v bistvu to ni nič strašnega in on je imel res pristop ta prav, in me ni bilo niti strah, ker mene je bilo najbolj strah narkoze. Nisem povedala, takrat 19.12. na dan moje mami rojstnega dneva, ga imam tudi jaz, kar so me oživljali kar nekaj časa, ker nisem zadihala. In tega sem se, to mi je ostalo pod zavesti grozen strah, ker te nekdo klofta, budi, upije, dihite, umrla nam bosta, izgubljamo jo, pa ne veš, komu se derejo, Slišali pa ste to? Vse, ja, slišiš vse, ampak si ne moš pa, ker si še vedno od narkoze omamljena, In pol, odpreš oči, pa vidiš, da to tebi govorijo, se malo zamisliš. In mene je bilo najbolj strah narkoze, zato nisem upala. Tudi takrat doktor Arneš mi je predlagal rekonstrukcijo te dojke, vse kar najlepša hvala me, jaz nič več narkoze, Tako da tega sem se najbolj bala. In ker sem pa pač pol mi je doktor Jurca povedal, da to ni nič tacga, da to je zelo kratek poseg, ta lect. Lokalna anestezija lahko? Zelo kratka anestezija in sem se zbudila brez vsakršnega zapleta in od takrat vem, da je to, da ni nič strašnega. Ni bilo pa potrebno kemoterapija ali pa kakšnega obsevanja? Ne, naslednjo leto so mi ponovili, ampak so mi pa odrezali pač en del, tisto, kar je bilo, ne bi bilo pač pozitivno in je bilo tudi vse v redu. Je pa res, da največ pri tem je podpora bližnjih. To zdaj vem in vsakmu povem, da to je ključnega pomena. Bilo kaj je to prvo. In mama vem, da vam je stala ob strani? Mami mi je skozi, tudi med prvim rakom, ves čas pazila otroke, ker sem pač, mož me je vozil na kemoterapijo. Ne mogo biti z mano takrat še, tako da mama mi je ves čas, in tudi mama mi je še pol nekaj časa hodila, ker jaz sem imela glede na to depresijo, ker nisem vedela, da jo imam. Mene je bilo grozen strah biti sama v zaprtem prostoru. Ali pa iti v trgovino pa čakati v vrsti. Dokler nisem šla na psihoonkologijo, to je na Onkološkem inštitutu imamo svojo, in jaz, če bi vedela, bi šla že takoj. In tudi svetujem zdaj vsakmu, tudi takrat sem začela svetovati, ne se bati, hoditi, to ni nič tacga. Tudi če ti dajo tiste 2 tableta, nisi zato nor pa psihičen bolnik, ampak si pač, ne vem, v enem stanju, ki se bo popravila. In se je? Ja, seveda. Ja. Tako da je treba zato poiskati rešitve, ampak bila sem tudi, narobe sem delala. Jaz sem pač dobila tabletko, ki si jo začel s 4 jesti in to je zelo majhna tabletka. Ampak ker sem pač jaz videla, da je gor trikotnik, nisem hotela jesti, ker sem bila trmasta. In ko sem hodila tja, sem še lagala, da mi je nucala, ker mi ni nucala. Zdravnica je videla, da sem še vedno v istem stanju, ne moreš ti lagati. Pol me pa prepričala in ko sem začela
Pa mi je bilo žal za vse za nazaj, v bistvu, da nisem takoj začela, ker bi vsakmu svetujem, ko dobiš ti zdravila, vzami, zastonj ti jih niso dala, ne. Isto mi je rekel kirurg po operaciji, pojejte tramal, gospa, ne bom ga, pojejte ga, ne bom ga. Boste videla, da ga boste, ne bom ga. In sem se prerekala. Na koncu sem ga, ampak nog nisem čutila, vse ka bogi narkomani. Res, ker to so pa za bolečine, ne. Po operaciji, ko si dobil, si pa res zadeti. Ja, ampak Nucal je, ne? Če pa ne bi bilo, je pa, no vse to. Zato pa pravim, oni že vejo, zakaj dajo, ne? Zastonj ne. In potem, ne, ko se je nekako življenje ustalilo, šlo v normalne tirnice, ste pa kar vedeli, ne, da se je spet nekaj zgodilo. Ja, to pa res. Kako? Spet buljca? Najprej buljca, potem pred buljco že utrujena, slabosti, trtica bolela, isti znaki kot prvič, tako da sem rekla, tole to. Kako zvezo ima trtica? Kosti bolele. Torej, telo pove, ne? Telo sporoči samo, sigurno, in to 300% upam reči. Ampak ne na isti dojki, ne? Ne na drugi dojki. Pa tudi na drugem mestu, ne? Spet postopek, ne, ste takoj šli potem ginekologa, ali kar direkt na onkologijo? K svoji osebni zdravnici, da mi je dala pač napotnico za onkološki inštitut, ker je pač druga dojka, ne, spet na novo. In potem je postopek zelo na hitro stekel. Isti onkolog? Isti onkolog, seveda. Se ne menjajo? Ne, kar je dobrega, se ne menja. Čeprav ste spoznali tudi najbolj znanega, ne, doktorja Brecla, ne, Erika. On je en tak sonček. Res, je sonček? Je. On je, poleg mojega, en največji sonček. Tako da drugače pa lahko rečem, da tam so vsi sončki, tam so vsi angeli, prijazni, da kdorkoli bi se rabo učiti prijaznosti, pa bilo česa ne gre tja delati. Vse za kakšen teden, ne? Ja. Če se ga bo kaj prijelo. So kar takoj diagnosticirali potem po... Ja, tako jaz sem šla na pregled k njemu, me je takoj punktirali, so me dali, takoj čez 2 dni na ultrazvok, tam so mi že vsadili neko karbonsko zvezdico, to je zdaj na novo, da se označijo v primeru, da bi se to skrili, ker so mi pač že povedali, da bo na konziliju, da bo kemoterapija najprej, ne, in potem rada zgine in potem ne znajo oceniti, kje je, in zdaj dajo not neko karbonsko zvezdico, ostavijo, da točno lokalizirajo tam, ne. Jaz sem imela pa glih planiran dopust. Kdaj se je to zgodilo? Lani? Ja, lani 12. in potem nisem mogla iti na dopust, sem mogla 4 dni ležati doma, da se je to malo umirilo, pa smo šli za 3 dni na morje in po 3 dneh so me klicali, da moram na konzilij. In se je zaključna moja, čeprav moram reči, tistih 3 dni je bilo najlepših. Čudovitih. Tako je. In kako ste bili potem v bolnici v Ljubljani? Najprej sem imela kemoterapijo spet. Je to zdaj kaj drugače bilo v času korone kot... Ne, moram reči, da glede na korono je to en plus. Ker v bistvu si takoj na vrst. Ni unih, v bistvu si po vrstnem redu, ne? Ni en čez drugega, ni... Takrat, ko sem jaz prvič bila, to je en čez drugega, ne prišlo... Zdaj je bolj red je, no, red moram reči. Če laično to zdaj posluša, je pa mogoče težava tudi v tem, da marsikdo pa ne gre pravočasno. Ravno zaradi korone. Ne bom hodil, da se ne bom okužil, ne grem k osebnemu zdravniku. Tako, to pa verjamem, da je. Kljub temu je treba takoj iti, ne? Ja, seveda. No in vi ste šli in potem so vam dali obratni vrstni red. Obratni vrstni red. Najprej obsevanje. Najprej je bilo kemoterapija, da se je v bistvu, da se je tumor zmanjšal. To imajo zdaj neke nove postopke, potem je bilo, sem imela... Ravno tako invaziven, močen... Isto, trojno negativen, isto. Lasje, adijo. Vse. Že, ko so mi povedali na konziliju, da bom imela spet to adrio, a ne, 3 cikluse adrije, pa 3 cikluse neke nove kemoterapije, ker mi pač dejansko niso smeli več dati, da mi ne bi uničili zaklopk srčnih, pa skurali srca, ker sem že 6 imela pred 17 leti.
Potem so se odločili za neko novo verzijo, ampak namesto 3 so mi dali pol 4. Ampak moram priznati, da prve te 3 so bile čudovite, zato ker ni bilo nobenih takih groznih stranskih učinkov, energije sem imela z ne vem kam, zato sem rekla, sem se skozi hecala, da imam cviček parti, ne. Noben tega ni razumel, spala, nič energije za izvoz, lobi gore premikala. Je pa res, da takrat niso imeli nobenih zdravil zraven, zdaj pa dobiš zraven Emen, to so neka nova zdravila, ki jih zdajle par let delajo. Da lažje prenašate. Ja, za slabosti, za vse in poješ prvi dan že tam, preden greš, dobiš eno tabletko 120 mg, potem pa drug pa tretji dan dobiš še 80 mg. In kako to teče v žilo? Sedite? Gledamo kakšnem filmu, ne? Pa se pogovarjate med sabo? Ja, tako. Ampak meni so, ker imam pač uničene žile, so mi dali ti ustavili aparatek, no? Ja. Se vidi, ja. In spalali se gor v žilo. Ja, mikrofonček. Dobro. Ja. No. In potem direkt v... Ja, in to zelo hitro teče. Če si pa tukaj, meni je po 10 ur tekel. Tukaj pa tako 1 uro, 2, ne, potem pa unete. In kaj takrat delate? Ponavadi imaš glasbo, imaš, ne vem, bereš časopis, karkoli. Jaz sem dremala, ali pa mogoče kaj po telefonu, po Facebooku. Ste še kaj objavili na Facebook, ne? Ja, seveda. Lejte me. Sej je vse gor. No, tam so se tudi midva spoznala. No, in to traja pač določen ciklus, ne, da gre to mimo in je uspešno se zmanjšal tumor, ne? Ja, dejansko je skoraj zginil, ne. In še vedno je pa potem potrebno obsevanje, da ga še zažigajo? V bistvu, če bi še kje drugje bilo, ali pa če bi kje ostal kakšen košček, ne vem, pač. Celica v tem varovalnem robu, kot oni rečejo, ko zrežejo še okoli 2 cm okrog tega, ne. Ali pa recimo, da bi bila mogoče kakšna bezgavka, ki jo niso opazili, bi jo z obsevanjem pač prežgali. In ni bila pa potrebna potem odstranitev dojke, ne? Tako kot prvič, tudi drugič, ne? Ne, ko sem jaz prišla najprej, ko sem imela kemoterapijo, potem se oni odločijo, da ko končaš zadevo, da greš pač na operacijo. In ko sem prišla, sem bila izjemno presenečena, ker mi je rekel doktor Bešič, kljub temu, da so mi na konziliju predstavili najhujšo možno varianto in sem jo sprejela, da mi odstranijo obe dojke, jajčnike in maternico, da ne bi bilo karkoli. In je potem rekel, da ne rabimo, ker je toliko uspešna bila kemoterapija. Tako da na začetku mu nisem verjela, no. V bistvu je bilo prijetno presenečenje. Je rekel, režemo še vedno lahko kasneje, če bi, ne. In tudi opravijo rekonstrukcijo. Če je telo še dovolj zdravo, srce tudi dovolj zdravo, ne? Tako. No, kaj vas pa potem zdaj še čaka? Zdaj nekako razumem, kot da ste že zdravi, ampak še vedno, ne, kot sem videl objavo na Facebooku, da se, na rekovajih, ne, da imate zdaj zajtrk, tableta, ne? Ja, zdaj imam zajtrk pa večerja, ne rabiš. In kaj imate to potem? Glede na višino, težo in ostale stvari zračunajo oni, koliko potrebuješ pač kemoterapije v tabletah, ne. In zakaj še kemoterapija? Torej po kemoterapiji pa po obsevanju? To je tudi mene zelo presenetilo, ker v bistvu nisem vedela, zakaj se gre. V glavnem, da pač pobijajo še tisto, kar je ostalo v telesu. Ostalo mi je pa 25%. In to bojo zdaj s tem naj bi uničili. Rekli so, da 1 leta, ja. Zdaj imam najprej pol leta skupaj 8 ciklusov, je se pa tablete zjutraj pa zvečer, pa 14 dni vsak dan. Potem pa 1 teden premora, pa greš da telo počije. Tako. A se takrat tudi kakšne krvne preiskave, da pogledajo, tako. In tisti dan, preden grem spet novih 14 dni, bom spet mogla k zdravnici, dam kri, da bo povedala, zračunala na novo, glede na težo, ali sem kaj shujšala, ali sem
Ker kolikor shujšaš, ti zmanjšajo. To je bilo tudi med unimi kemoterapijami. Tako da... In glede na to, da so lasje lepo zrasli, pomeni, da ta kemoterapija zdaj, tabletna, pa ni tako agresivna? Ne, ni tako agresivna. Redko. Ta je edino to, da roke pokajo pa podplati. Meni sicer še niso začeli podplati, so mi pa že. Dobiš pa že preventivno kremo. Tako da... Se da pomagati. Ja. Kaj pa prehrana v tem mestnem času? Zdaj na socialnih omrežjih sem videl, da ste tudi velika ljubiteljica. Kar me niti ne čudi, tu je veliko travnika regrata, Obožujem ga. Ja, obožujem ga, to pa res. Ampak onega, špehom. Točno tako, s krompirjem pa špehom. Kje pazite pri hrani? Ja, mislim, ne da... Zdaj, imate sploh apetit po teh? Ne, se zato. V bistvu jem tisto, kar mi dejansko v tistem momentu zadiši. Največ je pa sadje pa zelenjava. Meso mi redko, kdaj tudi. Vse po moje tudi zato sem to shujšala. V bistvu shujšala sem od bolečin več ali manj. Bolečin? Od bolečin med kemoterapijami. Kosti bolijo nenormalno od teh drugih kemoterapij. Teh prozornih flaš. To so pa res neznosne bolečine. Koliko vam pa je, prej ste že omenili, da bi nekaj teh stranskih učinkov škodljivih za srce, koliko pa vam je, pa dobro, dejali ste tudi žile, kosti, koliko telesa uniči ta kemija, ki pa je seveda nujna že življenje? Jaz mislim, da kolikor jih po zdravih tudi uniči dvakrat toliko. Ker v bistvu uniči, če uniči pač volane celice, uniči zdrave še toliko prej, po moje. Ne vem. Kako pa gledate zdaj vi na življenje po vsem tem, kar ste nekako že prestali, pa ne samo vi, tudi vaša družina, pa vaš zdajšnji partner. Drugače gledate zdaj na življenje kot prej? Čist. Umirila sem se, res umirila, nič mi ni problem čakati nekje. Ne vem, postala sem čist drug človek. Tudi tako ne sekiram se več za vsako stvar, ne vem. Čist banalen primer, ne vem, da mi reče mož, joj, tamle je pa nekaj umazanega. Ljubči pomi ali pa pusti. Dve opcije imaš. In to je to. In kaj naredil? Bil je. No pa mogoče sem vam jaz nekaj živcev pobral zdaj v teh 2 dneh, ko smo se dogovarjali za oddajo. Je stresno? Ne. Ni, ne? Berete tudi veliko? Zdaj vidim tu, imate knjigo. Berem tako. Pa jo imam, Darja Rojec Dojko, Ja, tako. To je verjetno zgodba o... Njena zgodba. To sem dobila od mojega angela v modrem, od Mirjane Zdešar, ki mi je stala že prvega raka ob strani. Dragi Tatjani, od Mirjane. In zdaj drugega tudi. Tako da... Radi berete to vrstno literaturo ali vas preveč spominja na vse tisto, kar ste? Ne, to me zanima, ker jaz sem tudi v času prvega raka sem se preštudirala celo onkologijo v bistvu, tako da mene je to zanimalo. Marsikdo mi je rekel, pa kaj to bereš, da je brez veze. Ni brez veze. Jaz hočem vedeti, kaj se z vami dogaja. Niste pa bili zdravnica, ne? Ne, se to, v tem smislu, ne? Laik v bistvu, ne? Je dobro potem pobrskati. Dobro, da veš, kaj je, seveda. Tudi zdaj v bistvu sem vse pobrskala, ne? Takoj. Se tudi rakave bolnice, bolniki med sabo, tudi še potem, dobro, omenili ste prej Mojco, pa... Za mano je zbolela moja sošolka, Martina Kotnik iz Domžal, ki je v bistvu zdravo živela vse življenje, športica, v glavnem, kar je nelogično, čistko, ne? In ona je pol ustvarila na Facebooku imamo skupino, Diagnoza rak, in Ščepec upanja, pa tako naprej. In potem tam sem spoznala pa tudi zelo veliko ljudi, tako da... Ste kaj vključeni v to društvo onkoloških bolnic? Tudi v Doro, v to že ves čas. Se pravi. Kaj pa priporočate ženskam? Več samo pregleda, samo kontrole, pa ne čakati? Tako, ne čakati, ja. Kdo pa so tu
hitrejši. Jaz kar bom laično odgovoril, da zagotovo ženske, ne, v primerjavi z moškimi, ne, če mi kaj začutimo, si ne priznamo, da je z nami kaj narobe. Ker mi ne smemo biti bolani. Tabu. Tako da moškega spraviti zdravniku je že, ne. Da bi ga pa spravil recimo na kolonoskopijo ali karkoli za prostato ali pa za raka na črevišču, to pa verjamem, da malo kdo da gre. In je počasi že prepozen. Ja. Kdo pa so bolj odkriti v teh pogovorih? Moški, ženske? Čisto odvisen. Zelo odvisen. Kakšne imate vi izkušnje? Se lahko enakovredno pogovarjate z moškimi bolniki, ženskimi? Recimo Jaka, Jakopička sva takrat skupaj borbala, je bil zelo in tudi on je bil prvi moški, tudi on pa ta Grega sta ustanovila Onkomen, to je prav za moške bolnike, in on je tudi zelo pomagal, da so se moški malo bolj odprli. Tako, no. Kaj pa vi delate v prostem času, ko niste v bolnici, če se šalim? Bog ne daj. Ja. Vprašajte me, kaj ne. Kakšen hobi? Vprašajte me, kaj ne. Motorji? Ja, s tem novim partnerjem imamo motor. Nikoli si ne bi mislila, da bom kdaj pristala na motorju. Je pa res, da Prijatu, ko sem mu pokazala moj prvi tatu, ki mi ga je naredila Lidija Kersnik iz Cahen Tatuja, ona je v bistvu prva dala predlog za rakave bolnike, da sprožimo akcijo. Pazite, mikrofonček. Spet. Ja. Da sprožimo akcijo za rakave bolnike za tatuje. Jaz sem naprej skozi proti tatujem. To je srčni trip, ne? Survivor je preživela, to je pa moj karton. 8808 pacientov leto 2003. Številka mojega kartona. In potem smo takrat z Lidijo Kersnik, ki ima Cahen Tatu, iztrbovali to akcijo in smo povabili zelo veliko rakavih bolnic. Sem jaz naredila akcijo na Facebooku in je dobila ful odziv. In takrat je ona začela vsak oktober, za roza oktober rakavim bolnicam delati tatuje za stona. In tako sem dobila jaz tega in za ta drug rak, v bistvu na materničnem vratu, mi je naredila tudi na nogi. In vsako leto naredimo to. Tako da, to je bilo to. In takrat mi je Prijatu rekel, pa zdaj rabiš pa enega motorista. Sem rekel, jaz pa v življenju ne bom se usedla na motor. Zaradi enega kruha se poje največ. Ko sem se prvič usedla na motor, je bilo to 580 kilometrov. Res? Do Senja pa nazaj. Tako da. Upamo, da bodo meje kmalu spet odprte, da bomo lahko potovali. Si kaj želite tega normalnega življenja? Normalnega. Verjetno bo drugačno, kot je bilo. Pa vendarle, tale virus nas je kar malce zaklenil. Tudi mi, da sva z maskami. Ja. Kako pa se sicer s tem spopadate? S tem COVID-19? Pa se izogibamo velikim družbam, več se ne izpostavljamo, balkon ne doma, sploh pa se samo na bolniški, itak nimam. Ste kaj imeli imunsko odporni zdaj? V bistvu dejansko sploh nimam imunskega sistema, že od prvega raka, že takrat kemija unič, zdaj pa sploh. Tako da je pa res, po drugi strani pa mislim, da ta kemija nas malo ščiti. Glede na to, da smo toliko predozirani s to kemijo v telesu, da tudi virusi ne pridejo zdraven. Res, po moje je to. Edina logična razlaga. Ker še ni prišel, ne? Ker vsi v vasi so imeli, samo jaz ne. Tako da moram potrkati sicer. Ne bo tako še naprej. Ste velikokrat o tej svoji bolezni spregovorili takole javno prek medijev? Nikoli še. To je bilo prvič? Ja. Moram reči, da je bilo zelo lepo z vami. Hvala vam za vse, kar ste povedali. Hvala. Ne bom rekel pa še kdaj, ampak mogoče čisto kakšni drugi priložnosti, ne v bolezni. A se lahko jaz zahvalim komu? Seveda se lahko. A to moram gledati kamero? Kar mod. Ojoj, grobo. Komu bi se pa zahvalili? Takole, glede na vse tole bi se jaz zahvalila vsem, ki mi stojijo ob stran. To je moj sedajšnji partner, Srečko,
moj zlati sin Nace, vsi v naselju, ki so me sprejeli, en kup prijateljic, ne vem, a jih rabim naštevati. Ni treba, boste koga pozabili, ne? Ker jih je preveč. In razni motoklubi, od srbskega Kojoti, bosanskega MK, Jastrebi iz Gornjega Vakufa, fantje iz Tivata, gasilci iz Tivata, ki so v bistvu mi zdaj osebni prijatelji po pač čisto slučajnem naključju službeno mojega moža. V glavnem, cela Juga mi je stala ob stran, dejansko stara Juga, tako da kapo dol, lahko rečem. Hvala vsem. Hvala pa tudi vam za vse, kar ste povedali, pa veliko zdravja. Vam želim pa veliko potovanj z motorjem, ne? No, še nekaj moram omeniti. Prvi stik, s tem mojimi strahovi in to je bila pa tudi Romana Škrinjar Alaf, ki je bila moj vzor že od 2016, ker sem jo spremljala, ker je bila res transplantacija jetra, en tak sonček, ki mi je dala zagona za še pa jož. Pa kljub temu, da takrat še nisem vedela, da bom sploh še kdaj bolana, ne. Ampak sem jo spremljala ves čas. In res fajn punca, ne? In res je, kapo dol, res, kapo dol. Ok, hvala. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.